verujoče in neverujoče. Vsi v nekaj verjamemo, to da rimsko-katoliška cerkev ne sme imeti nobenih posebnih privilegijev in država mora biti strogo ločena od cerkve. Prav tako zahtevamo, da cerkev plačuje davke, kot to počnejo vse pravne osebe v tej državi. Hočemo več neposredne demokracije. Hočemo soodločanje vseh ljudi, ne le v politiki, ampak tudi v gospodarstvu. Slovenija je last državljank in državljanov in ne last tajkunsko-politične mafije. Zahtevamo vpeljavo ljudske nezaupnice v slovenski pravni red. Hočemo drugačen odnos do sočloveka. Hočemo povezana socialna okolja, medgeneracijsko soglasje, družbo nenasilja in strpnosti. Zahtevamo, da Zoran Janković in njemu podobni takoj odstopijo z vseh svojih položajev, tako političnih kot tudi županskih. Zahtevamo, da vsi tisti, ki jih je Janez Janša pred svojim odhodom nastavil na pomembne položaje, po politični liniji oziroma po sistemu kadrovskega cunamija, naj nemudoma napišejo svoje odstopne izjave. Dovolj nam je energetskega lobija, ki je opustošil javne finance kot v primeru TEŠ. Zahtevamo več zelene energije. Pustite našo vodo pri miru. Voda je javna dobrina. Pustite naše gozdove, našo zemljo in naš zrak. Ne poskušajte nam odvzeti skupno dobro. Slovenska lesna industrija se mora zbuditi. Naši gozdovi naj postanejo naša skupna moč in prihodnost. Zahtevamo večjo enakopravno vlogo žensk v vseh procesih odločanja. Dovolj je bilo poniževanja in zapostavljanja. Minimalni osebni dohodek se mora dvigniti na višino, ki omogoča vsaj človeku dostojno življenje. To isto velja tudi za pokojnine. Vrne naj se odvzeti varstveni dodatek. Vrniti je treba pravice vsem deprivilegiranim skupinam in jim omogočiti možnosti za dostojno vključitev v življenje in delo. Takoj naj se prekinejo vsi postopki proti vstajnicam in vstajnikom. Vse kartoteke naj se izbrišejo in vsi plačilni nalogi naj se razveljavijo, Dovolj nam je posrednikov, ki masno služijo v javnem zdravstvenem sistemu. Naj se naredijo temeljite revizije vseh nabav v zdravstvu in naj tisti, ki so odgovorni, tudi kazensko odgovarjajo. Nočemo dobrodelništva, ampak zahtevamo, da se okrupijo vse inštitucije, ki zagotavljajo socialno pravičnost. Ivanu Štuhecu pa sporočamo, naj nikoli več ne žali revnih in obubožanih. Takoj naj se ustavi sumljivo financiranje šol in fakultet, ki so v rokah zasebnikov. Hočemo javno šolstvo in javne univerze. Več denarja za šolstvo in mlade ljudi na univerzah in manj denarja za vojsko ter podobne neumnosti. Naj se še enkrat uredi status izbrisanih. Tisti, ki pa so odgovorni za to sramoto, naj odgovarjajo pred zakonom. Stanovanja, ki so v lasti bank, naj se podržavijo in naj se dajo mladim družinam oziroma tistim, ki stanovanja potrebujejo. Prazni objekti Ministrstva za obrambo naj postanejo last civilnih organizacij in naj se spremenijo v prostore za mladinske in kulturne aktivnosti. Slovenska vojska naj odide iz vseh spornih misij po svetu.
Dovolj je bilo okupacije Afganistana. Naši fantje ne smejo bojevati tujih vojn. Slovenija naj se razvija policentrično. Zahtevamo regionalni razvoj. Zahtevamo več samooskrbe. Dovolj imamo za nič sadja in zelenjave iz uvoza. Spodbujanje lastnega pridelovanja naj bo tudi ena od prioritet. Zahtevamo pa tudi, da ameriški veleposlanik Mussolini nemudoma zapusti Republiko Slovenijo. Nihče, ampak res nihče, ne bo suvereni državi Sloveniji narekoval, kakšno politiko mora voditi. Hočemo veleposlanike, ki bodo spoštovali suverenost naše države in naš pravni red. Za konec pa bi dodal še zadnjo in čisto majhno zahtevo. To je zahteva po ustanovitvi slabe stranke. V to stranko bi strpali vse nič vredne ter goljufive politike, potem pa bi jih s Pahorjevim nemškim vlakom poslali direktno v Bruselj, kjer se bodo počutili čisto domače. Svoji med svojimi, lopovi med lopovi. Zahvaljujemo se vsem, ki so nam poslali svoje predloge in zahteve z željo po boljši in pravičnejši Sloveniji. Skupaj smo močnejši. Hvala! Tako je, hvala. Ni še gotovo, šele začelo se je, borimo se s kulturo. Blina!